Himna Kraljice na Gorci. Cerkev Kraljice na Gorci vsa prenovljena žari. Romarjev truma pobožna k materi svoji hiti. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Daleč od Murskega polja, tam iz slovenskih goric, Barbare in Jarenine dviga zaupni se klic. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Tukaj je Slomšek izročal svoje moreče skrbi, njej, ki vsa srca zdvojena z milostjo Božjo krepi. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Romar, še ti ji potoži, kar ti razjeda srce, in ji pred prostol položi svoje skeleče gorje. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Mati na Gorci vsa mila bo razprostrla roke in ti dobrote nasula v tvoje ubogo srce. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Minilo let je že 500, odkar ti množice pojo, pozdravljena Marija ti na naši Gorci milosti. Otri nam, mati, ti solze, olajšaj hudo nam gorje, po smrti slednjič sveti raj, po tebi, ljubi Bog, nam daj. Kraljica na Gorci, pozdravljamo te in tvojemu varstvu izročamo se. Spoštovani prijatelji, tokrat nam bo malečniški župnik Jožef Lipovšek predstavil novo knjigo Župnijska kronika svetega Petra pri Mariboru. Kaj več pa naj našim gledalcem posebej pove sam. Poseben pozdrav pa gre tudi gledalcem televizije RTS iz Maribora in moram poudariti, da so zelo zvesti, pridni in zelo radi mi pišejo. Vesel sem vseh, ki ste danes z nami pred televizijskimi ekrani. Dobrodošli, gospod župnik Jožef, tako vas pač pozna večina gledalcev v Sloveniji in naši zdomci v tujini. Torej, z nami je malečniški župnik Jožef Lipovšek. Bog daj, malo smo se vas prilastili, da ste naš, pozdravljeni in dobrodošli. Bog daj vam in vsem gledalkam in gledalcem, hvala za zvestobo, lep pozdrav in blagoslov in skupaj tako oblikujmo naše krščansko življenje. To je ta lepa knjiga, o kateri bomo govorili, kaj več v teh oddaje. Kdaj se pravzaprav prvič omenja župnija svetega Petra? Ja, zgodovina je zelo bogata. Namreč župnija svetega Petra je spadala v mariborsko pražupnijo in kasneje so v srednjem veku izločili iz te mariborske pražupnije 3 vikariati. In sicer najprej se je ločila selniška župnija, potem tudi na koncu pa tudi naša župnija svetega Petra. No, kasneje pa tudi v srednjem veku pa se je iz te naše župnije še ločile 3 podružnice, ki so tudi opisane v tej knjigi, tudi z lepimi fotografijami. To so bile najprej prvič župnija svetega Martina, Dvorjane, potem župnija svete Marijete v Pesnici, Pernici in pa tudi župnija svete Barbare v Koreni. Tako da župnija svetega Petra je torej res zelo obsegala veliko področje, če računamo, da so bile te podružnice tudi zraven. No, prej sem pozabil še omeniti Kamnico, ki se tudi ločila iz te mariborske pražupnije v samostojno župnijsko postojanko. No in zdaj pa prehajam na to obsežno področje naše župnije, kar boste tudi gledalci videli tudi in prebrali v tej knjižici, če jo boste si zaželeli.
in sicer je bilo to področje od Pernice, potem celo do Hrastovca je obsegala ta župnija, tam se omenja tudi kapela svetega Ožbolta in pa vse tukaj do Metave, Dvorjane so bile zraven, Korena je bila tudi zraven, potem tja do Maribora, skratka je bilo to zelo, zelo obsežno področje, kar je tudi zelo lepo opisano v tej knjižici, če lahko omenim recimo posesti, tako da je napisano 2 dni v Malečniku sta terjali 7 dni obdelovanja. To se res kaže, kaj vse in koliko posestva in koliko vsega tega je obsegala župnija, tako da je bila ne samo v duhovnem pomenu, ampak tudi v gospodarskem pomenu zelo, zelo obsežna. Potem recimo tukaj piše travniki, Malečnikov, Vodolah, Hrenci, 2 vinograda v Košakih, 3 vinogradi v bližini župnišča, 1 vinograd pri Gorci, 1 vinograd v Celestrini, potem župnišče in njegova oprema, zelo zanimivo, velika soba, kuhinja, hodnik, shramba, 6 manjših sob, različno orodje in oprema, 21 knjig arhivov. Potem 13 velikih praznih sodov, zanimivo, niso napisani polni sodi, ampak ja, prazni sodi in razna orodja. Potem velike prostorov žito, pšenica, rž, oves, ajda, vinska klet, no tu pa že napisano 1200 litrov vina, potem 26 praznih manjših sodov, v 3. kleti velika kap polna zelja, tako da se je zdravo živelo, potem hlev, 14 glav živine, 7 prašičev, 12 kokoši in pa velika pleša, ki jo tudi danes lahko gledalci in romarji tudi vidijo. Kdaj se pa pravzaprav omenja prvi župnik v župniji? Ja, to pa je ravno jubilej te knjige, tako da prvi župnik se omenja ravno 24. februarja, se bližamo temu datumu, 24. februar 1338. In če to preračunamo, imamo točno 670 let od omembe prvega župnika. Zato smo se v odboru tudi odločili, da bomo točno na ta dan, 24. februar, ki letos pade na nedeljo, naredili lepo evharistično slavje in sicer bo prišel tudi gospod nadškof med nas, sosednji duhovniki, tudi tisti iz teh podružnic, ki so nekoč spadale v našo župnijo in bo na takšno lepo druženje, najprej srečanje pri evharistični mizi, potem pa še druženje zunaj pred cerkvijo in pa tudi agape pri bratski mizi. Tako da 1338 je ta zgodovinski datum, ko se prvi župnik omenja. Župnija kot taka pa se že omenja 1236. leta. Tako da že takrat imamo nekako tudi prvo omembo in tudi kraj sam kot tak se začne takrat že počasi poseljevati, kar je vse opisano lepo v tej novi knjigi. Lepo, pravzaprav kateri župniki so bili omenjeni v tej knjigi? Bi morda katerega župnika posebej omenili kot pomembnega in duhovnega, tudi pastoralnega območja? Ja, no to je zelo zanimiv podatek in je ravno knjiga namenjena temu. Torej, nismo se odločili, da bi to pisali sedaj vse od A do Ž, da bi skratka, ker zgodovina je zelo raznolika, duhovno bogata, ampak smo se posebej osredotočili na župnike v tej župniji, ker je jubilej, torej prva omemba župnika, smo popisali tudi župnike. In prvi župnik se omenja Hartnit. Zanimivo, ki je dovolil nagrado Hrastovec nastavitev duhovnika Friderika Landsberga. In potem, kasneje, je po Hartnitu neznanka, namreč nekateri župniki pa niso omenjeni, tudi v kroniki ne vem zakaj se je ta seznam nekako izgubil. Tako da potem se šele v letu 1448 pojavi župnik Andrej, za katerega piše, da je zgledno in pobožno opravljal svojo župnijsko službo in prejel nagrado, da ga je cesar Friderik III. Imenoval za svojega dvornega kaplana. To pa vidite, da ni bilo kar tako, da je že takrat župnik dobil eno pomembno torej tudi priznanje.
No, potem imamo naprej naslednje, so zelo zanimiva imena in priimki, tudi bolj zvenijo na nemško, recimo Juri Cvelfer, potem imamo Juri Cvalc, Matija Weizler, potem imamo naprej Rupert Schlatinger, potem imamo Peter Stanislav, Filip Feislicer, Gašper Ornič, Mihael Kupčič, Janez Jakob Felix, potem imamo naprej Ernest Latmaus, Lenard Obser, Matija Poravner, Blaž Sokolovski, Jurij Borešič, no, to je že bolj naš priimek, Melchior Reiner, potem imamo Franz Garcaroli, torej je bil doma iz Reke, zanimivo, potem Janez Knechtel von Knechtelshofen, recimo zanimivo, potem je opisan Janez Juri Barhalotti, Janez Kasnik Sidih, ki je zgradil to župnijsko cerkev. Potem imamo Frančišek Saverij Kranjih, potem Nikolaj Škof, no to pa je res naš priimek, saj imamo tukaj tudi družine, ki se pišejo Škof, so verjetno res morda tudi v daljnem kolenu potomci. Potem imamo recimo zelo zanimiv je Matija Breznik, ki je bil rojen pri Svetem Jakobu v Slovenskih Goricah, Gašper Harman, Franc Golob, potem pridemo do enega najbolj impozantnih župnikov, ki je res ogromno naredil in bil tudi družbenem pomenu, političnem pomenu in krajevnem pomenu zelo, zelo velik dušni pastir in tudi konzistorialni svetovalec doma iz Ruš, torej Marko Glazer, katerega se bomo še verjetno kaj dotaknila. Potem pridemo do Martina Jurkoviča, Mateja Štrakla, Antona Tkavca, Alojzija Žalala, potem Peter Požavko, Bogomir Rakoša in pa moja malenkost. Tako. Lepo, lepo. Vidim, da je tudi sedaj čas spoštovane gledalke in gledalci še vedno so v oddaji Pot poti in gospod Jožef nam bo tudi sedaj nekaj zapel, čeprav ga že poznamo, ampak bomo zelo veseli, da bo za naše gledalce oddaje Pot poti, kateri nas spremljate po celotni Sloveniji, pa tudi preko svetovnega spleta RKC v tujini samo za vas. Živo verjem, Jezus te, trdno upam, ljubim te, srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Grehov vseke sam srčno, naj mi odpuščanje bo. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Glej po tebi krepenim in prejeti te želim. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Jezus, blagoslov nam daj, nas po smrti vzemi v raj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Zdaj še mati ljubati, plašč nad nami razprosti. Ti nas, brat,
nas ohrani, Iizuso zvesti. Ti nas brani, nas ohrani, Iizuso zvesti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Predstavljamo župnijsko kroniko svetega Petra pri Mariboru, ki je pravkar izšla. Zbral in pripravil za objavo je Ignac Harp. Za televizijske gledalce oddaje Pot poti pa je z nami malečniški župnik Jožef Lipovšek. In sedaj ga bomo prosili, da bo za naše gledalce oddaje Pot poti recitiral pesem zelo lepo o čudovni Materi Božji na Gorci, a ne, gospod župnik? Tako. Te bo prosim. To je zelo lepa, čudovita pesem, ki jo najdete tudi v naši novi knjigi, Župnijska kronika. In sedaj pozorno prisluhnite tej pesmi, ki je zelo življenjska in resnična. Pisar, kak srednjeveški brezimetja, popisal to bi lepše kot kronist. Bilo 15. je sred stoletja, kot cerkev vodil papež Jekalist. Po cesti stopa potnik ves zaprašen, sledov njegovih nog drži se kri. Pogled mu temen, zmeden je preplašen in glas se trese, ko spregovori. Kako si srečen, potok žuboreči, ko pesem poje stvarnikov zvestov, še meni poj o izgubljeni sreči, zavrgla sta me zemlja in nebo. Razvojnik plenil, robal sem gradove, pobil do smrti stražnike sem tri, razdelil plen med reveže in dove, kljub temu vest neznansko men skeli. Čemu se, grešnik, spoveduješ meni? Globin človeških padcev ne poznam, duhovnikov zločine razodeni, pokazal ti bo točno, koti kam. Poklekne naš razvojnik spovednico, zajame željno posvečeni zrak in prav potrebno izpove resnico, čeprav krepkomu grlo stiska vrak. Odvezo dam ti, penitent nesrečni, duhovnik skozi rešetko šepeta, a za pokoro, Ahasver, boš večni, pokrajine prečesal pol sveta. Dokler ne najdeš gorco posvečeno in sredi bujne vinske trte križ, pod njim srce device prebodeno, tam pokoj, mir svoj končno zadobiš. Vetrovi, dajte svoje mi peruti, s kristjani proti Turkom hočem boj, morda me tam sekundi minuti prebode turški handžar sulic roj. Med medežem popadajo kristjani, bojišče polno turške je krvi, mir v grobu najdejo tam pokopani, naš Ahasver brez ran naprej živi. Na severu, zahodu, jugu tava, dežela vzhoda brez vseh trdnih cest, a gorca ne prikaže samoprava, čeprav jo išče tudi v svitu zvest. Izvržejo ga ven morja globine, kopal je tja po smrti koprneč, ne morijo gorskega strmine, ne kuga strela grom besneč. Deželo lepo, polno vinske trte, po Dravi končno ga pripelje čoln, zagleda gorco, roke razprostre, Boga na križu mater upa poln. Po temnem, temnem gozdu pot se vije, ustavi tam razbojnikov ga trop, pustite me do križa in Marije, za manj, na tla ga vržejo kot snop. Poznamo te, izroči nam zlatnine, na gorco Bogu nosiš jih ječe. Zlatnine, kje? Rubine, ne, cekine, Mariji nesem svoje le srce. Pretipajo ga skrbno vedno znova, ne najdejo prav nič, naj torej gre, saj Ahasver prav trdnega kova Mariji svoje nese zdaj srce. Izrežejo srce mu svoji jezi in dajo mu ga v tresočo dlan. Sedaj po živem srcu svojem sezi in nesi ga Mariji noč in dan. In čudo, Ahasver se naš ne zgrudi, srce na dlani nosi kot mrtvak, na okreber stopa bolečini hudi, kot drug se zgrudi vsak bi korenjak. Na mah zbero se množice drteče, ker vsak rad videl čudo bi čudes. Na dlani srcem mož žari od sreče, na gorci tam spregovori še vmes. Od tod,
Pogled se širi lep daljave, preprost le križ z Madono mi tu stoji. Prinesel sem srce opeko ave, pozirajte svetišče tu še vi. Minilo skoraj že 5 stoletje, odkar na gorcu kliče zvon okrog. Vsak ahasver je našel tu zavetje, pri materi usmili se nas Bog. Jožef Smej, mariborski pomožni škof, napisal to pesem. Zelo lepa, čudovita pesem. Hvala ti, o moj Gospod, 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 da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in na vsem, ki so prvi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš luk vsakdanji. Za pogumne utrpljenje, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir ima Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, od življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Gledalcev Oddaje Poti bi želel obvestiti, da bo v naslednji oddaji na vaše želje, spoštovane gledalke in gledalci, naš gost, mariborski pomožni škof Jožef Smej, katero smo pesem pravkar slišali. Mene pa zanima, če bi malo opisali pomen župnikovanja Alojza Žalarja. Ja, to gledalci gotovo poznajo, tega gospoda župnika, ki je bil res znan blizu in daleč z svojo klenostjo, tudi za svojo duhovitostjo, kar verjetno gledalci dobro to vedo, če so obiskali kdaj ali bili pri njegovi sveti maši v spodnji župnijski cerkvi na Gorci. Rodil se je 17. oktobra 1901 v župniji Sveti Križ pri Ljutomeru. 1925. leta ga je v Mariboru za duhovnika posvetil krizoškov dr. Andrej Karlin. Službo kaplana je na Vidmo pri Krškem opravljal 3 leta, zatem še 1 leto v Beltincih. Nato je bil premeščen dol pri Hrastniku, kjer je bil kaplan samo pol leta in kasneje postal izvajalec priprav za ustanovitev nove župnije v Hrastniku. Tako da je kot kaplan bil zadoščen za to gradnjo Kristusa, torej župnije, nove cerkve Kristusa kralja. In pomislite, v takratnem času in med rudarji, torej je bilo njegovo poslanstvo, in on je bil res marljiv in je hodil tudi po župnijah, zbiral sredstva, pridigoval, tako piše v tej knjigi, Župnijske kronike, in zanimivo tudi otroke v času počitnic vozil z vlakom v Prlekijo na počitnice. Preko 100 otrok je razdelil po župnijah, Križevcih, Ljutomeru, Svetem Juriju, Obščanici in to plemenito delo opravljal ves čas službovanja v Hrastniku. Torej zelo plemenita poteza, da se je žrtvoval za te knapovske otroke in jih kljub vsemu pastoralnemu delu vozil. Potem pa je prišel tisti zgodovinski datum, 30. marec 1938, ko je prišel v župnijo
svetega Petra tukaj. Zelo slovesen sprejem ga je dočakal, tu je tudi lepa fotografija v knjigi, špalir, ljudje, tukaj godba napihala, cerkveni ključari, učitelji, šolske sestre, učenci, učenke so prišli, tako da je bila to slavnostna maša in potem se je pripeljal s kočijo in potem do župnijske cerkve skupaj s škofom. To je bilo res slovesno takrat leta 1238, no, to je tudi jubilej, letos 70 let od tega, kar je on prišel v to župnijo in se poln energije, piše tukaj, lotil dela. Posvetil pa se je tudi telovadnemu društvu fantovskega odseka in dekliškega krožka in imel širna predavanja in zanimivo pospeševal tudi kulturno dogajanje v župniji, tako da je spravil na noge tudi igro Mitski je treba moža. To je bila verjetno uspešnica, ena kot kakšna danes, kakšen Petelini zajtrk ali kakšne drugi filmi. Tako da je potem tudi na kulturnem področju veliko naredil, seveda pa se je trudil tudi pri zadevah raznih športnih društev, kot so bili recimo Orli, kjer je tudi pospeševal to dogajanje tega telovadnega in športnega društva. Potem seveda se povezal z šolo, z nadučiteljem. Tukaj je napisan novi učitelj Anton Zvonko Korban, ki sta delala res kot Peter in Pavel današnjega časa in veliko stvari naredila na tako prosvetnem, kulturnem in šolskem področju. No, potem je deloval tudi širše, tako da je po celotnem slovenskem prostoru s temi člani Orla tudi se odpeljal z vlakom, potem do Totca, peš do Brezi in tam so bili romarsko mašo, pridigo, hajilo in skupno kosilo. Tista temna stran, ki je doletela njega, je treba tudi omeniti. Leta 1941 je še istega leta ga aretiral Gestapo in ga odpeljal v zapor. 2 meseca so ga zasliševali in pošiljali iz taborišča v taborišče v Mariboru. Potem ga odpeljali na grad Reichenburg, kjer se je v zaporu prijavil za kovača. Izgnan je bil v Srbijo, mesto Kragujevac, kjer je bil župnijski upravitelj in dušni pastir za izgnance in tam bil obsojen tudi na smrt. In zanimivo, po čudežu se je rešil, kar tudi opisuje v tej svoji knjižici, ki je gledalcem verjetno tudi dobro poznana. Ta knjižica je pa nastala v 500-letnici Gorce, torej podružnične cerkve Matere Božje, in je to napisal ta, o katerem govorim, župnik Alojzij Žalar. In tukaj tudi opisuje, da je bil čudežno rešen, da so takrat res ustrelili 7000 talcev. To je neverjetna številka. 7000 talcev in on je ostal živ in se vrnil potem nazaj. No, tu piše, da je bil potem še enkrat, torej so ga zaprli in obsojen na 5 let zapora in je obsedel 25 mesecev in kasneje zopet vrnjen v to župnijo. Seveda se je lotil župnijskega dela, poskrbel za zunanjo obnovo Gorske cerkve Matere Božje, leta 1971 prenovil notranjost Farne cerkve, leta 1976 prevzel Damiševo kapelo v Grušovi, kupil nove zvonove za župnijsko in gorsko cerkev in kasneje mu je veliko pomoč bil tudi novi kaplan Peter Požavko, ki je bil tudi arhitekt in sta skupaj tudi soustvarjala podobo župnije. Leta 1995 obhajala železno mašo župnika Alojzija Žalarja, naslednje leto pa se je gospod župnik Alojzij poslavil, padel pred župniščem in 5. marca zatisnil svoje trudne oči in zaspal Gospodu. In so ga potem po 58 letih dela v župniji, 58 let, so ga vsemi častmi pokopali na Gorci. Torej, toliko. Hvala. O župnijski cerkvi je tudi nekdanja šola, ki so jo vodile šolske sestre. Prosim bi vas, če pišete pomen šolstva v župniji svetega Petra. Ja, pomen šolstva ima gotovo zelo zanimive razsežnosti. Saj vemo, da so bili nadučitelji,
ki so tukaj potem službovali, krati tudi cerkovniki in organisti, tako piše v tej knjigi. Torej bila vez med cerkvijo in šolo tudi zelo, zelo tesna. In gledalci lahko tudi obiščejo tukaj v Župnijski cerkvi je velika zgradba in tu je bila šola. In tudi župniki, ki so bili tukaj, so se zelo, zelo trudili, da so že najprej ob Stari Mežnariji, ki je tukaj v cerkvi, se je prvi zelo trudil župnik Frančišek Ksaverij Kranjih, ki je opisan tukaj, od leta 1760 do 1783 je bil tukaj in on je prvi začel, torej v Stari Mežnariji je našel prostor v leseni zgradbi in je opremil veliko sobo, ki je imela prostor za okoli 100 učencev. In seveda jih ni bilo nikoli toliko, tukaj piše, da je poleti obiskvalo le 5, po zimi pa 12 učencev. Nedeljska šola pa je bila nekoliko bolj obiskana, tako da je bilo učencev približno 20. In v tem času je prišel prvi učitelj Josip Marhofler, piše tukaj, in sta skupaj z župnikom Frančiškom poučevala že v letu 1760. No, kasneje pa bi omenil še tega plemenitega župnika Marka Glazerja, velikega prijatelja Slomška, tako da je Slomšek tudi zato večkrat bil tukaj pri njemu in Glazer mu je veliko pomagal pri predstavitvi škofijskega sedeža iz Šentandraža v Maribor. In ta pa je začel torej z gradnjo te tukaj šole ob Župnijski cerkvi in se je zelo posvetil temu delu. Tako da je čutil potrebo, da je pač šola zelo potrebna in je seveda začel prenavljati župnišče in šolo. Tako da je šola dobila to svoj tisti pravi primat in podobo in tukaj potem prosil škofijo, naj mu da tudi ustrezen kader in je dobil šolske sestre iz Maribora, ki so imele tukaj vse stanovanje, tudi bila je kuharska šola, kar naši župljani to povedo, ki so obiskovali to šolo, tudi kapela, tako da se je odvijala notri res molitev, torej klicanje Svetega Duha za razsvetljenje, potem življenje je bilo zelo duhovno, bogato, tako da glede na teritorijalno obsežnost župnije, ki je bila ne samo tudi gospodarsko zelo pomenljiva, teritorijalno in tudi družbeno in tudi v šolskem področju je bila zelo, zelo tudi zelo duhovno bogata. Ja, če pogledamo, pravzaprav, kaj želite sporočiti bralcem te knjige, da je vredno vzeti v roke? Mene tudi zanima, kje se da to knjigo dobiti, morda podate kakšen kontaktni naslov, kajti knjiga se mi zdi na eni strani vredna pogleda, zbrajem priprave za objavo je Ignar Skalp, to je Župnijska kronika Svetega Petra pri Mariboru iz leta 1936 do leta 2006, to je ta čudovita knjiga, katere naši gledalci vidijo. Tudi vsi tisti, kateri nas ne boste mogli priti do knjige, boste lahko to na krščanskem strežniku RKC tole oddajo videli, lahko tudi prijete preko strežnika www.živilko.com in gospoda župnika bomo prosili, da nam pove, kje, kako se da to dobiti. Torej, omenili ste že gospoda Ignaca Harba, to moram poudariti, je res naš zgodovinar, ga imenujem, drugače pa je čebelar, pa zelo marljiv in on je vedno tudi brskal po župnijski kroniki, zbiral spise, pisal marljivo, tako da je že marsikaj prišlo iz njegovega presa in to pravim je sedaj novorojenček naše župnije. In moram pa omeniti še tudi gospo profesor Mojco Kelvič, ki pa je tudi bila tista, ki je spodbujala svojega sorodnika in je tudi bedela nad tiskarno in nad tiskom te knjige in je tudi seveda vse lektor tudi ustrezno pregledala.
lektorirala in tudi bedela nad vsem potekom tega pisanja in tudi tiskarne, da je knjiga zagledala luč sveta. Knjiga se lahko dobi pri meni v župniji, tako da se lahko oglasite tudi k meni ali pridete k sveti maši in po sveti maši lahko se pri meni oglasite in dobite to knjigo. Možnost bo tudi na RKC-u, kot je omenil gospod Albin. Drugače pa bo tudi glavno praznovanje, glavno slovesnost, to je pa pomenljivo za naše gledalce. Zelo pomenljivo podariti, zapomnite si, zapišite in okrožite na koledarju datum 24. februar 2008 ob 15. uri v Župnijski cerkvi svetega Petra, torej bo predstavitev tudi te knjige in pa tudi somaševanje naših duhovnikov, posebej teh sosednjih, ki so bili nekoč, torej njihove župnije so bile spadale pod to župnijo svetega Petra in gospod Načkov z nami, pa so vabljeni seveda tudi ostali ljudje dobre volje. Sicer pa bo še tudi predstavitev knjige še tudi v kakšni prihodnji oddaji, ko bo tudi za ostale medije, oziroma bomo tudi videli avtorja te knjige, gospoda Ignaca Harba, ki je žal trenutno bolan, tako da ga lepo pozdravljam. In pa tudi z nami bo gospa profesor Mojca Kelbič, ki je profesorica na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška. Tako da bomo vsi trije gotovo še predstavili to knjigo še bolj. Jaz sem zdaj tako malo preletel to knjigo, sem jo prebral, predelal, podčrtal in sem zelo, zelo zadovoljen. Saj sem sam tudi slišal kakšne nove podatke in pa čudovito zgodovino mojih prednikov in sem ponosen na to delo. Kot sem zapisal tudi v predgovoru, da je treba ceniti delo naših prednikov in se spoštovanje vračati v zgodovino, kajti če bomo cenili njihovo delo, bodo tudi tisti, ki bodo brali to knjigo, bodo njihovi potomci cenili tudi delo teh, torej nas. Je važno, da se s hvaležnostjo vsaj piše tudi v Svetem pismu, da spominjate se svojih predstojnikov, kajti ti, ki so živeli, so kakor zvezde za vso večnost. Ja, hvala lepa. Želim si, gospod Jožef, da boste še z našimi gledalci oddaji Podpoti in seveda z vašimi tedenskimi pridigami pomagali bolnim, osamljenim, ostarelim domovini Sloveniji. In neizmerno smo hvaležni vaši zdomci v tujini. Te pridige so na Krščanskem strežniku RKC in tudi na spletni strani gospoda Jožefa. Tudi na spletni strani Živlika se da priti na vašo spletno stran. Ja, kaj naj dejam, težko kakšno besedo primer najdem, ampak ostanete še pravi, Jezus so dovoljnih. In žal beseda hvala je premalo. Naj vam bo Bog bogat plačnik v tem življenju in seveda v večnosti. Hvala lepa. Dovolite mi, če še lahko omenim še eno stvar, ki je za naše gledalce in bralce zelo zanimiva. Tako da je v tej knjigi omenjen tudi podatek, ki sem tudi sam bil zelo prijetno presenečen. In to je podatek, da je bil v tej župniji, torej prvi štajerski misijon. Mislim pa, da to je treba omeniti. Prvi misijon na Štajerskem, ki se je odvijal ravno na Gorci. In tukaj je zanimiv podatek, če mi dovolite, da povem zanimive številke, ki niso kar tako, da so ves teden romarji prihajali v procesijah, kar se danes samo želimo. Procesijah neprekinjeno so se opravljale svete maše, spodovanje romarje je potekalo okoli cerkve. Podelili so preko 30.000 obhajil, darovanih je bilo 150 svetih maš. Romarje je bilo po ocenah navzočih od 35.000 do 40.000. Si pomislite, to je bilo eno samo mravljišče na Gorci. In v tem času se je ljudi veliko spreobrnilo. Ob zaključku misijona pa so relikvije svetega Faustina, kar naši gledalci so že slišali v prejšnjih oddajah, da imamo relikvije svetega Faustina, so prenesli v krsti župno cerkev svetega Petra, duhovniki procesija.
In procesiji je bilo okoli 60 do 70 škofov in duhovnikov. To je neverjeten podatek. Na čelu s škofom Romanom procesijo je spremljalo 5 grofov, 700 belo oblečenih deklet in nepregledna množica vernikov. Tako jaz vas res, spoštovane gledalke in gledalci, vabim, da res pridete po to čudovito knjigo. Ni debela, tako da vidite, da je zelo, vsak da lahko prebere. Je zelo pisana v razumljivem, lepem, poljubnem jeziku in res čudoviti podatki, tako da lahko kaj več slišite o naši župniji. Hvala vam za zvestobo, hvala in pozdravljam vse zdomce, vse prijatelje naših oddaj in res še pridite našo župnijo, našo župnijsko cerkev na Gorco. O prvih sobotah so svete maše na Gorci. Pridite na to slavje 24. februarja o 15. uri. V župnijski cerkvi bo zelo lepo, slovesno. In pa predvsem berite to knjigo. In radi se torej iskreno ob tej knjigi tudi sami podoživljate svojo osebno zgodovino in tudi zgodovino naših župnij, naših podružnic in pa tudi vseh naših dušnih pastirjev, ki so sooblikovali tako prosvetno, kulturno, šolsko in duhovno področje. Ostanite zvesti, ostanite dobri in res naj bo Božji blagoslov za vami vsemi in za vsemi vašimi družinami. Bobroni, gospod župnik Jožef, za pogovor. Saj sam dobri Bog ve, koliko ste pomagali v zaupanju in pripeljali zdaj k Jezusu na pravo pot, predvsem mislim v teh pridigah, katere se daje slišati po internetu in jih z človeškim razumom, se ne da niti primerjati, niti razumeti. Je vsakšna beseda, tudi preveč res poklonjen. Hvala tudi vam za vašo zvestobo in da se tako lepo trudite in prinašate našim gledalcem to pomenljivo besedo, zapisano ustno besedo in pa tudi, da ste tako, lahko rečem, oznanjevalec po Jezusovem srcu in nadaljujete tako. Ja, hvala lepa. Torej, v naslednji oddaji bomo gostili pomožnega mariborskega škofa Jožefa Smeja. Verjamem, da morate biti z nami in lepo vas pozdravljam iz Malečnika, to je pri Mariboru, z Bogom, moji prijatelji in naslednje. Jezus ljubil je apostole, učil jim, govoril jim prilike, vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval. Na trdi skali bom cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil. Peter, ključe od vrat imej, če ljubiš me, še prej mi povej. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti veš vse, veš, da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti veš vse, veš, da ljubim te. Jezus ljubil je apostole, učil jim, govoril jim prilike, vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval. Na trdi skali bom cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil. Peter, ključe od vrat imej, če ljubiš me, še prej mi povej. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti veš vse, veš, da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti veš vse, veš, da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ
sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti viš vse, veš, da ljubim te. Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v mi, ti viš vse, veš, da ljubim te. Ti viš vse, veš, da ljubim te.